Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Kot vam je znano, se veliko govori predvsem zadnje čase o odpadkih, o ločevanju odpadkov, o zmanjševanju odpadkov, kar je seveda najpomembnejše. In tako tudi Javni zavod za turizem, kulturo in šport pelje projekt Zero Waste, ki bi naj pomenil nič odpadkov. Tako enostavno lahko prevedemo ta projekt oziroma naslov tega projekta, in pred kratkim so organizirali delavnice, in sicer za prireditelje različnih oziroma organizatorje različnih prireditev v občini oziroma v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Kajti vsi prireditelji bodo imeli možnost pridobiti certifikat, da so Zero Waste prireditev. Kaj to pomeni, kakšni so postopki za pridobitev tega certifikata oziroma znaka, pa nam bo povedala Anita Bolčevič. Lepo pozdravljena v naši družbi. Lep pozdrav. Anita je, kot veste, destinacijska menedžerka, je diplomirana inženirka hortikulture in tudi magistrica turizma, tako da ima vse skupaj v malem prstu, sicer pa jo že od nekdaj poznamo kot strastno okoljevarstvenico. Kakšna razlika je med okoljevarstvenikom in naravovarstvenikom? Je sploh kakšna razlika? Zdaj, kaj se tiče okoljevarstvenikov in naravovarstvenikov, definicije sicer ne vem. Sigurno imajo podobne cilje, ja, tako. Tako da, ampak seveda vse smo vsi malo, imamo v sebi okoljevarstvenika in naravovarstvenika, če imamo srečo. Ja, v glavnem vas nekako življenjska poklicna pot vodi, ne, med temi, torej ne odpadki, ne morem tako reči odpadki, pač pa nekako ste povezani z naravo, z varovanjem okolja in vse, kar spada zraven, ne. Tako da vas najbrž to kar veseli, že, ne, od nekdaj, torej se nekako posvečate pozornost temu obširneje. Ja, tako je, že nekoč, recimo v osnovni šoli, so me bolj zanimale stvari, ki so bile z naravo povezane. Tako tudi sem nadaljevala z izobraževanjem na vrtnarski šoli v Celje. Potem sem nadaljevala v Ljubljani, kjer sem pridobila poklic in naziv diplomirane inženirke agronomije in hortikulture. In seveda, glede na to, da me je pot pripeljala v turizem, sem potem še nadaljevala z izobraževanjem in pridobila naziv magistrice turizma. Zato je nekako lažje mogoče z upravljanjem in usmerjanjem destinacije Jeruzalem, Slovenija, saj po vseh trendih svetovnih, evropskih, nacionalnih, se moramo začeti obnašati odgovorno v turizmu tudi, in prav tako seveda tudi na drugih področjih. In tako je seveda prišlo tudi do tega, da smo pričeli z pridobivanjem certifikata Zero Waste za dejansko destinacijo Jeruzalem, Slovenija. V pridobivanje so pristopile vse 4 občine pravzaprav, občina Ormož, občina Središče ob Dravi, občina Sveti Tomaž in občina Gorišnica, ker po novem las povezani med Dravo in Goricami so vse 4 občine članice tega lasa, in tudi skupaj bomo v prihodnosti strateško, ker letos poteče strategija destinacije Jeruzalem, Slovenija, in jo je potrebno pripraviti na novo. In začnemo tudi v letošnjem letu s pripravo in jo moramo pripraviti seveda do konca leta, od leta 2026 do 2030, tudi vsi vi povabljeni, da se nam pridružite, da bomo naredili čim bolj realni načrt, da bomo izvedli ukrepe, da bomo še bolj prepoznavni na nacionalnem trgu, evropskem in tudi na svetovnem. Ja, Zero Waste je torej vseevropski projekt, ne? Vam je znano, kako se ga torej oprijemajo v drugih evropskih državah? Je to naprednejše kot v Sloveniji ali smo mi tu nekje? Ja, to je evropski certifikat Zero Waste. Kot destinacija še so povezovalni in koordinatorji so Društvo Ekologi brez meja v Sloveniji.
Še, kar se tiče glede intenzivnosti pridobivanja, nisem še raziskovala, ampak glede na to, kam grejo trendi, pa tudi danes, če nimaš neke akreditirane ustanove odzaja, da bi pregledala, to pomeni zunanji presojevalci, da te presodijo, kje si, pa tudi, da te malo usmerjajo, kam greš, mislim, da nima teže. Tudi greenwashing, recimo, da praviš, da si zeleni, pa nimaš potrditve, je to pač po moje ne dobro, ne za nas, pa ne nasplošno za turizem. In jaz mislim, da v toti smeri gremo v dobro smer. Kaj se tiče pridobivanja tega certifikata, se nekako, kako se temu reklo, strateško uredi in seveda tudi pregleda, analiza se naredi, kje smo, pa kam želimo priti, kot pa seveda smo videli na delavnicah, kjer je bila tudi odlična udeležba, smo začeli orati ledino, kot na marsikaterem področju v naši destinaciji, zadnja leta na področju turizma. Bomo videli, kaj bo seveda prineslo to, ampak glede na udeležbo, kot sem rekla, ne dvomim v uspeh. No, zanimivo je to, da je res bila delavnica dobro obiskana, ne? Vas je najbrž to tudi malo presenetilo. Torej, interes je in ljudje torej radi sodelujejo na tem področju. Ja, dobro je, da se dobi pač več organizatorjev prireditev. Zdaj, to še moram razložiti, ko grejo občine, vsaka občina bo dobila na koncu, če bomo pridobili certifikat, svoj certifikat Zero Waste. Del prireditev Zero Waste je pa tudi del tega certifikata. Tako da je to v tem akcijskem načrtu pridobivanja splošnega Zero Waste certifikata za občino tudi, ker seveda, kako bi bila občina Zero Waste, če njeni členi niso Zero Waste, ne, na taki način. In potem bomo seveda videli, če se bo kdo odločil za pridobitev certifikata Zero Waste za prireditev, toliko boljše. Prav tako enačimo recimo z trajnostno destinacijo. Več ponudnikov ima trajnostni certifikat, bolj je priznana trajnost destinacije. No? In verjamem, da glede na odziv obiska iz različnih društev in klubov in ostalih, ki so se udeležili, verjamem, da bomo v prihodnjih letih, seveda ne moremo to govoriti, da se bo zgodilo jutri, naredili odlične rezultate in da bomo na to tudi ponosni. No, če prav razumem, torej si sedaj vse 4 občine, se pravi Gorišnica tudi zraven, torej v okviru lokalnega akcijskega programa. Ja. Bodo si občine pridobile certifikat Zero Waste, ne? Torej nič odpadkov, da prevedeva, ne? Da bodo razumeli ljudje. Potem pa bodo lahko občine podeljevale prirediteljem. Je to tako mišljeno, ne? Ne. Vedno certifikat podeli ena akreditirana, priznana ustanova. In mora biti zunanja presoja. Tako da tudi, če recimo nas kot Slovenija Green presojajo na trajnostnem področju, so mednarodni certifikati tisti, ki recimo ki jih ponudniki pridobivajo in so po tistih standardih oni presojane. Tako da v vsakem primeru je zunanji. Zdaj, glede tega Zero Waste prevoda, so ekologi brez meja pač povedali takrat na delavnici, da niso šli v slovenski prevod, tudi nič odpadkov ne moremo več dosegati, ampak glede na to, da pa bi želeli cilj, je pa mogoče malo bolj, da koga malo bolj pritegne naziv, so pač pustili ime Zero Waste, pa tudi tujci bodo bolj v turizmu, mogoče boljše, da ostane tudi tak, ker seveda tujci prihajajo k nam in že takoj vejo, bolj ali manj vsi angleško razumejo, zakaj se pravzaprav gre. Jih spodbujamo tudi, da pri tem sodelujejo z raznimi iskricami v naših nastanitvenih ustanovah. Tako da jaz mislim, da seveda bomo videli, no, pustimo se presenetiti, težko je to naprej seveda predvideti, kaj se bo zgodilo, kakšni rezultati. Ampak jaz imam dober občutek. No.
V glavnem, začetek je dober, ne? Zasnova je odlična, zamisel tudi, ne? Tako da bi veljalo vsekakor se potegovati torej za ta certifikat, da ga torej prejmemo in smo lahko ponosni na ne. Sicer pa je občina oziroma destinacija Jeruzalem Slovenija kar ugledna torej destinacija v svetu oziroma v Evropi. Ja. Leta 2018 smo začeli z strateškim razvojem turizma destinacije Jeruzalem Slovenija. Takrat smo se tudi dogovarjali, kako se bo naša destinacija imenovala. In jaz mislim, da pač vsi, ki so prispevali, oziroma vsi deležniki turizma so prispevali k temu, kje smo danes. Na kar smo lahko zelo ponosni, da smo dejansko, pravzaprav res v turizmu traja nekje 5 let, da se zadeva, če seveda delaš na tem, da dobi neke rezultate. In smo vsi pač zaslužni za to, da smo dobili te rezultate. Tako kot smo seveda dobili to prestižno prvo mesto na destinacijskem menedžmentu na Slovenija top 100 destinacij na svetu. V Berlinu, ne? V Berlinu, ja. To je za poslovni model razpršeni hotel. Tu je vključena vsa destinacija, saj sodeluje 15 nastanitev v razpršenem hotelu, potem samo upravljanje, dejansko sploh sam projekt, ki se je začel, vsi, ki so sodelovali, vse občine takrat so bile še partnerke projekta in tudi, da pa naprej projekt živi in se nadgrajuje, tudi za to so zaslužne občine. In jaz mislim, pa tudi ponudniki seveda, ker sledijo nekemu tistemu strateškemu načrtu in razvoju. In je to vse potem rezultat tega, ki ga ne pričakuješ in te preseneti, pa je zelo dober občutek. Ja, v vsakem primeru pa vpliva torej na ugled, ne, destinacije. Jaz mislim, da vedno, ko vidimo neko tak rezultat, ne, da se vsi počutimo del tega. Vse turist ima z vsemi nami pravzaprav na neki način povezavo. Tudi če vas vpraša za smer v mestu, pa mu pomagate, to ceni, ne. Tako da tudi, če nekdo, ne vem, počisti mesto, to turist opazi. Tako da vsi smo, pravzaprav, ki živimo, delujemo na destinaciji, del rezultatov. No, kakšni so pravzaprav ne cilji, torej, kaj bodo konkretno recimo občani, ne, vseh teh 4 občin, prireditelji, organizatorji različnih prireditev morali torej uvesti, zakaj bodo morali poskrbeti, da bodo torej zero waste? Ja. Jaz mislim, da bi kot prvo bi se mogli odločiti za pridobitev certifikata kot same, ker to mora biti želja, ne morate, ne. To pomeni, da koliko smo pač videli na delavnici, nas ekologi brez meja usmerjajo v to, da bi uvedli pitnike vode, recimo z vodo iz pipe. To bi bilo, pač jaz mislim, da to je izvedljivo, ne. Da ne bi mogoče plastenko uporabljali, smo že naredili en zelo veliki korak. Potem točno označiti za ločevanje odpadkov. Žal mogoče marsikateri ne ve, da se na prireditvah, ko postavljajo posode za odpadke, včasih raje odločijo, da naredijo eno vrsto pač, samo da vse notri se meče, ne, in potem na koncu, ker seveda pa komunalno koncesionar za odpadke v destinaciji Jeruzalem Slovenija zaenkrat v naših 3 občinah komunalno podjetje Ormož in v Gorišnici koncesionar Čisto mesto zahteva, da prinesemo sortirane odpadke. In to pomeni za organizatorja, da na koncu mora naše odpadke, ki smo jih zmetali v eno posodo za odpadke, sipati ven in prebrati po frakcijah. Jaz mislim, da to glih ni neko spoštovanje do organizatora in v prihodnje bodo, predvidevam, poskusili na več načinov, kako seveda doseči to, še bomo videli, če bomo. To se odvisno od nas prebivalcev in obiskovalcev prireditev in dogodkov, da bodo pripravili posode z papirjem, steklom, embalažo, mogoče plastično, ne vem, še mogoče biološki odpadke. To je tudi posebno z odvrženo hrano, tudi tu moramo seveda biti pozorni, ker res je
ta del je, tu recimo res odvržemo ogromno hrane, kar je škoda, ne? Je treba premisliti, seveda, ko si že greš po hrano. Tako da na ta način bodo po moje poskusili reševati to, da ne bo potrebno, da bi sami prebirali te odpadke. Je pa res tudi to, da se recimo, če pogledamo, da se uporabljajo zdaj ti kozarci za enkratno uporabo, tudi če so bio ali razgradljivi, še vedno odpadek, še vedno to traja ne vem koliko časa, da se to razgradi, oziroma seveda je neki strošek, ki na koncu nastaja. Mogoče v tej smeri nabaviti večkrat uporabne kozarce, ki pa je potrebno seveda z organizatorji prireditev in dogodkov izbrati pač, ne vem, jaz mislim, da neki mogoče kot prvo poskusne neke kozarce, ali bodo to iz bolj debele plastike, ki jih večkrat uporabimo in tudi seveda hkrati zraven pomivalni stroj, ali bo to pisker, plehnati, tako kako smo ga že nekdaj imeli. To se bomo seveda odločili. Kaj pa steklo, stekleni kozarci? Stekleni kozarci bolj pridajo v poštev na kakšnih bolj manjših prireditvah oziroma dogodkih zaradi loma, na kakšnih veselicah naših. Mislim, da bi to ne bil dober rezultat, se bi potem imeli, zdaj, če pogledamo na koncu večkrat kako sliko tudi na socialnih omrežjih, vidimo kakšno je na konci vse plastično po tleh, potem bi bilo stekleno, tako da to pa glih ne bi bil verjetno tisti cilj, ki bi ga želeli doseči. Nekje je treba začeti. Jaz verjamem, da se ogromno raziskav dela na tem področju in da bomo z leti tudi pridobili neko tako, kako bi se reklo, finančno dostopno rešitev. No, aktivistka Katja Sreš, ki je bila predavateljica na teh delavnicah, je kar predstavila nekaj dobrih primerov, ne? Opozorila na marsikaj. Kako dovzetni so za to njeno predavanje bili udeleženci teh delavnic? Kako so potem komentirali vse to? Nekateri so gotovili, da so to drastične spremembe, kar je seveda res. Ampak se pravi, glede na to, da nas vsak dan več razmišlja in podpira to in obsoja mogoče neke odpadke za enkratno uporabo, bi bili pripravljeni tudi te drastične spremembe sprejeti. Recimo, zdaj smo navajeni na ta kozarec za enkratno uporabo, ne? Potem bi ga mogoče zamenjali z debelejšo plastiko ali pač, kako se rekla, s plehnatým piskrom ali pa mogoče, ne vem, s katerim drugim kozarcem. To pomeni, da je treba spoštovati odločitev organizatora, podpirati to, seveda pa nikoli se vsi z vsem ne strinjajo, to že tako ali tako lahko pričakujemo. Bomo videli, naj se razvija, pa jaz verjamem v uspeh, da bomo nekaj naredili na tem področju, da ne bomo imeli več teh kozarcev oziroma tega pribora za enkratno uporabo in da bomo se lahko mogoče čez 5 let, če ne prej, pohvalili z rezultati, ki smo jih naredili na naši destinaciji in mogoče tudi s tem pridobili kdaj kakšno nagrado. Ko smo pridobili to nagrado v Berlinu, to je 18-članska komisija, ki seveda pregleda vse. Zato je dobro, da te nekdo tako neodvisni pač presoja, ne? In ko nas zunanji tako ocenijo, ker sam sebe včasih ne vidiš, nekje si, pa kaj delaš, pa tak, ne? Pa mogoče premalo krat dobimo na splošno kot destinacija, ponudnik, ne vem, pohvale. Ko pa dobiš tako nagrado, pa je potem veš, da si na pravi poti in da seveda se v tej smeri brez skrbi razvijaš naprej. Na vsakem primeru je konkretno ta nagrada v Berlinu dosežek, ne? Med 100 torej na svetu, ne? Destinacijami takšni, torej je razpršeni. Hotel prejel prvo mesto, ne? Ste zelo ponosni najbrž. Ja, seveda, na vse. Pravzaprav, jaz osebno se čutim tudi del te nagrade, čutim, da so vsi naši ponudniki del te nagrade, čutim, da so moji sodelavci del te nagrade, čutim, da so mediji del te nagrade, tudi tisti, tudi občine, zato ker so podprli ta projekt. Vsi se pravi, vedno pravim, v turizmu ne moreš delovati sam, ne? Oziroma zelo, mislim, težje ti gre, ker povezovanje, sodelovanje, skupno izobraževanje, tudi, ne vem, iskanje boljših rešitev je lažje, če nas je več, pa tudi stroškovno zmanjša pač vse aktivnosti, ki jih delaš.
Razpršeni hotel vključuje tudi nadgradnjo. To je lokalna košarica, ne vemo še ali za zajtrk ali za malico ali za oboje, ki jo bomo zdaj javno objavili pred turistično sezono. Ta lokalna košarica, material za lokalno košarico je bil nabavljen v projektu Razpršeni hotel in ni nobene plastike. Pomeni, da v tej leseni košari, ki jo je izdelal lokalni ponudnik, so notri lesene oziroma steklene posode za meso, steklena posoda za namaz ali kakšne vložnine, vrečka iz blaga za kruh, trenutno leseni pribor, za pač, da lahko pomalicaš ali pač pozajtrkuješ. In mogoče, ne vem, tudi v prihodnje, tudi kovinski bodo dali, odvisno seveda, kako bo naprej. In smo zelo veseli, takrat, ko smo pripravljali ta projekt, še nismo imeli ponudnika, ki bi lahko izvajal cateringe do nastanitev Razpršenega hotela in pač dostavljal te zajtrke oziroma malice v košarici. Z leti se pa pač, oziroma naslednje leto že je pa bil ponudnik, ki je prejemnik tudi zelenega ključa, gostilna Marta v Cvetkovci, in je tudi bila pripravljena sprejeti ta izziv cateringa, da bodo lahko seveda si ponudniki v nastanitvah Razpršenega hotela, oziroma, pardon, se opravičujem, turisti in obiskovalci Razpršenega hotela lahko naročili malico oziroma zajtrk, ki seveda zmanjšuje ta ogljični odtis, so kratke dobavne verige, zaradi tega, ker je certificirana z teritorialno kolektivno blagovno znamko, pomeni, da je vsa vsebina pregledana, lokalna in iz našega območja, pomeni iz destinacije Jeruzalem, Slovenija in območja Prlekije. In tudi ta produkt, jaz mislim, da bo v prihodnje zaživel in da, ko bodo naši obiskovalci probali meso stunke, pa našo vino in našo kulinariko, da bomo lahko še naprej v tej smeri se nadgrajevali in jih presenetili z okusi in doživeti našega. No, vsekakor pa bo izpolnjeval pogoje Zero Waste, ne? Torej, te malice, torej ta catering, ne? Če bodo, tako je. Torej, brez plastike in brez... Povratna embalaža. Povratna embalaža. Ja, zanimivo je to, da torej so kar ljudje, ne, osveščeni, ne, v zadnje čase, se vam zdi? Kako vi ocenjujete splošen pogled na to? Jaz mislim, da glede na to, kako se rekla, ko se spremljamo malo ta socialna omrežja, da smo res, moram pohvaliti vse prebivalce in vse udeležence čistilnih akcij, in tudi včasih se še kateri udeležijo čistilnih akcij ali pa sami poberejo kakšne odpadke za nekom, seveda, ki tega ne spoštuje. In mislim, da v prihodnosti bodo marsikateri premisla, preden bodo odvrgal kakšen odpadek v naravo, saj hitro se najde kdo, ki te poslika ali posnema in se najdeš na socialnih omrežjih. Tako da v tej smeri, pa ko pridejo nas obiščejo, pač po večini, ok, razen izjem seveda, kjer imamo te črne točke, kjer se še odmetava, to v naravo iz avtov, ali pa jaz ne vem, mogoče kdo pripelje od nekod, ki mogoče tudi ne z naše destinacije, ne, se lahko tudi od drugod kdo pripelje. Mislim, da imajo turisti občutek, da je počiščeno, da smo res, da je čisto, no, in to je tisto bistvo, ki ga lahko destinacija da turiste. Seveda spet lahko najdemo izzive, zdaj mogoče bi kdo komentiral, kako smo lahko trajnostni, če imamo, ne vem, tam takšni kup odpadkov, nekje so to taki črna odlagališča, ki še vedno tu pa tam kako obstaja. Ampak jaz verjamem, da tisti, ki so se potegovali za nagrado, imajo vsi izzive na marsikaterem področju, kar se tiče odpadkov, kar se tiče mogoče samega delovanja in razvoja. Tako da zdaj to ne pomeni, da mi bomo čakali, da bomo seveda čist zero waste, čista nič odpadki, potem nas ne bojo nikoli prepoznali, ne. Mi se moramo z dobrimi primeri pohvaliti in seveda na drugih področjih potem tudi nadgraditi in seveda to, jaz mislim, da kot destinacija, kot prebivalci, kot občani, nam uspeva fantastično. No, kot ste že povedali, da veliko niste raziskovali, kako je s tem Zero Waste po Evropi, pa tudi v Sloveniji najbrž, ne, vam ni znano.
Se kje to posebej upošteva, lahko izpostavimo kateri primer dobre prakse? Ja, jaz sem pravzaprav zvedla za ta certifikat. Vedno znova seveda raziskujemo po spletu, druge destinacije, kakšni so primeri dobrih praks. In sem zasledila to na spletu, da je na Bledu, občina Bled je pridobila ta certifikat in potem sem šla seveda gledati, kaj to je za certifikat. In sem videla, naša destinacija pa bi se res zaslužila, ne? Ker imamo res dobre koncesionare za odpadke, pravzaprav imamo odpadke zelo dobro imamo urejen sistem. Saj, ne vem, ko so te posode za odpadke na domovih, ne, res pridajo prav, da nimamo nekih vreč, ne. Že tiste vreče, meni tisti sistem nekako ne leži. To pa imamo že odpadke v teh naših posodah že, ne, od nekdaj. To pomeni, da imamo dobrega koncesionara, tudi verjamem, da zdaj seveda še raziskujemo področje občine Gorišnica in Čisto mesto, kjer imamo novega koncesionara za odpadke in verjamem, da bojo tudi tam seveda imajo urejeno to področje. Vse je seveda, kot rečem vedno, tisti en sam ne more nič, vsi delčki, ki se sestavljajo, pa če so dobro usmerjeni, dobro gre razvoj pri vseh naprej, potem je to na koncu dober rezultat, ki ga vidijo tudi drugi. Da pa je to dober rezultat, morajo tudi reči drugi, ne. No, mimo grede, eno vprašanje, v destinacijo Jeruzalem Slovenija so torej vključene 3 občine zaenkrat, ne? Ja. Je možno, da se vam priključi tudi Gorišnica? Ja, bo se. Letos začnemo, kot sem rekla, pripravljati novo strategijo 2026-2030 in v tej strategiji bomo tudi vključili občino Gorišnica, tako da bodo njihovi ponudniki pod blagovno znamko destinacije Jeruzalem Slovenija in potem seveda najvišjo lokalno kakovost, teritorialna kolektivna blagovna znamka, kjer se oceni vsak izdelek od ponudnika posebej, pridruženi tej blagovni znamki in bo to njihov novi prodajni kanal za te turistične proizvode oziroma lokalne proizvode. No, zanimivo, ne? Tako da vas bo še več, ne? Ja, saj mi smo vabili seveda tudi ostale občine v Prlekiji, ki se seveda še zaenkrat niso odločile, mogoče pa tudi v prihodnosti vidijo, da je Jeruzalem Slovenija tista blagovna znamka, ki jo ljudje prepoznajo, tudi na sejmih, imamo zelo lepo obiskane stojnice in tudi glede, če pogledamo, ne vem, kaj se tiče naraščanja obiska turistov, to seveda je najbolj potrjen ali pa najbolj zanesljiv podatek je nočitve registrirane v AJPES-u iz leta v leto naraščajo. To pomeni, da se obisk povečuje, pa turizem pravzaprav je tista panoga, ki se razvija, ki gre vsako leto na več. Je pa res, seveda, je treba že zdaj razmišljati o tem, da mogoče bi prišli pa kdaj do točke, ki pa bi bila preobremenjene, katere točke z obiskom, kako dejansko s tistimi turističnimi točkami jih zaščititi na neki način, da niso preobremenjene. Kar pa seveda tudi enostavno obstaja rešitev, da določiš termin, kdaj si na razpolago, pa kdaj ne, in s tem pač reguliraš obisk in svoj čas, ki ga daš za turiste. No, kako pa ste sicer zadovoljni v Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport s obiskom turistov? Se pravi, mi tudi beležimo v Ticu goste in je vsako leto več obiska. Tudi iz različnih držav prihajajo k nam. To je rezultat, seveda, jaz vedno rečem, če se ne bomo pokazali, da smo tu, to ne pomeni, da si samo na spletni strani, kjer imamo tudi večjezično spletno stran, to je samo pomoč za turista. Moraš iti se pokazati na te turistične sejme, ker drugače, če si skrit nekje, to gleda tako, da bi podjetje odprl, pa ne bi povedal, da ga si, oziroma ne bi nikjer, ne vem, pa če si odvisen od tega, od promocije in od vsega, potem ne pride nišče k tebi, se niti ne ve, da obstajaš. Tako da jaz mislim, da je dobro, da se prikazujemo, da smo prisotni na teh turističnih sejmih, borzah in da je to potem rezultat vsega tega na dolgi rok, da nas več ljudi obišče,
da nas različne ciljne skupine obiščajo, pa tudi seveda tiste, za katere smo primerni. No, vsekakor je pot dobro nadelana, ne? Zamisel je odlična, so pa to seveda zadeve, ki trajajo, ne? Leta, torej da se uveljaviš nekje, ne? Na turističnem zemljevidu. Sigurno, jaz mislim, da pač vsaki posel, da pridobiš neko zaupanje, da vidiš sploh, da si na dobri poti, ne? Da to traja en čas, ne? To ne gre iz danes na jutri, vredi pa je že štartati dobro, ne? Zato jaz sem zelo vesela, da smo takrat začeli z teritorijalno kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija, ki je pač vzpostavljena po modelu izvorno slovensko in ima res dobro zasnovo. Po tem modelu deluje 14 destinacij trenutno v Sloveniji. Res, da je to ogromno dela, ampak ponudniki res nadgradijo svojo ponudbo v dobro smer, vse pravzaprav za sebe delajo, ne? In če oni sebe nadgradijo, to tudi tisti njihovi obiskovalci opazijo. Tako da pa tudi moram še to povedati, da imamo največ kategorij v celi Sloveniji certificirane. To je od pridelki, živilski izdelki, jedi in pijače postrežene na gostinski način, rokodelski izdelki in izdelki maloserijskega unikatnega oblikovanja, to je v prvem nivoju. Potem drugi nivo so nastanitve, pa vodena gastronomska doživetja in gastronomske prireditve. Tretji najvišji nivo, to so pa naši ambasadorji, najvišja lokalna kakovost so vsi, ampak to pa so resen top od top. So pa tisti ponudniki, ki so vključeni v hišo vina in razpršanje hotel Jeruzalem Slovenija. Tam, ko pa gost pride, pa mora začutiti Jeruzalem Slovenija od spodaj navzgor. Vse te kategorije pa seveda vključujejo tudi trajnost, regeneracijo, ker je to vse v blagovno znamko, v model vključeno. In tudi skupaj pač vse po kategorijah, vedno so delavnice, svetovanja in poti ocenjevanja. In tudi usmernice dobijo, kako se razvite. Zdaj pa res je, da eni se lahko prej, eni kasneje, eni so finančno omejeni, eni so časovno omejeni. Tako da mi jih čakamo in seveda slej ko prej večina se nam pridruži in imamo res dobre rezultate, pa tudi verjamem, da ponudniki so zadovoljni s tistimi rezultati, ki so jih sami naredili čez to teritorijalno kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Pa še morda o načrtih, verjamem, da se tu ne boste ustavili, morda še vprašanje, kateri bo torej naslednji korak, kar se tiče Zero Waste, torej za prireditelje oziroma organizatorje prireditev. Ja. Zdaj bomo spremljali seveda projekte, ker je to seveda vse z financami povezano in bomo skupaj z organizatorji prireditev in dogodkov šli v nabavo, ne vem, mogoče pitnikov, vode, mogoče pomivalnega stroja, mogoče povratnih kozarcev, odvisno seveda, kaj se bomo odločili. Glede na zainteresiranost na delavnicah so zainteresirani, tako da jaz mislim, da bi mogli poskusiti v toti smeri, ampak seveda, kot pravim, je treba to financiranje pridobiti prek nekih projektov, ki podpirajo seveda, če dalje več jih podpira to, da bomo pridobili te materijale in potem izvajali. Seveda pa vsakšna stvar, ki jo nabaviš, potegne za sabo izziv, skladiščenje recimo kozarcev, upravljanje z pomivalnim strojem, pa tak. Recimo, da kupite enih 1000, 2000 plehnatih lončkov, ne s pikami rdečih. Bi to šlo recimo tako na eni veselici? Ne bomo imeli gor pik rdeči, imeli bomo gor logotip Jeruzalem Slovenija. Ja, ne vem, če bi šlo, mogoče, jaz mislim, da bi šlo, vse gre. Ljudje smo prilagodljivi. Bomo poskusili, pa jaz samo pač upam, da bojo spoštovali te odločitve, pravzaprav pa v nekaj si moraš špricar naleti, ne. Tudi če to pač te plehnati lonček, kako so jih tudi nekdo že uporabljali. Tako. Anita, hvala lepa za vse pojasnila, zelo me veselilo, da ste si vzeli čas za obisk v našem studiu. Vsekakor vam želimo uspešno delo.
Verjamem, da bi lahko se še pogovarjali na to temo, ne, kajti tema je dejansko obširna, ampak se bova sedaj poslovili. Tako da hvala lepa za vse in uspešno delo in torej naj bo vse zero waste. Ja, hvala lepa, da ste me povabili. Tudi vam želim uspešno, pa se vidimo v kakšnem dogodku, kjer bomo lahko mogoče posneli že kakšne rezultate. Tako je. Hvala lepa za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Vse dobro vam želimo, pazite nase, pa se vidimo prihodnji ponedeljek. Srečno!